če prelistate naše tabloide ali spletne medije, povsod najdete podobne vsebine. Estrada, govorice, migranti, levičarske nevladne organizacije, zanimivosti, Soros, Štrač, komunisti, pa spet levičarske nevladne organizacije, ki tihotapijo migrante, sile kontinuitete in podobno. Vpliv Orbanove in Janševe retorike je najbolj razviden v podžiganju in tudi razraščanju strahu. Če sodimo po odgovorih na vprašanje o občutku varnosti, ko hodi zvečer po cesti, so denimo Madžari danes drugi najbolj prestrašeni med državljani članic OECD, takoj za Mehičani, katerih domovina je znana po zelo razširjenem kriminalu. Poleg tega so seveda Madžari danes prvi na svetu po strahu pred migranti, četudi je število teh v tej državi eno najnižjih. Podobno si po Orbanovi recepturi želi doseči tudi stranka SDS. Sejejo strah in se ponujajo kot rešitelji pred migrantsko grožnjo, komunisti, neslovenci in kakopak levičarskimi nevladnimi organizacijami, ki so paraziti na državnih jaslih brez trohice dodane vrednosti. Zato ne preseneča predlog zakona, ki ga imamo danes na poslanskih klopeh, kot ne preseneča zgoščanje sej o migrantih in migracijah. Agenda stranke SDS je sila preprosta in jasna. Stopnjevanje tem, ki so manipulativna hrana za njihove volivce pred bližajočimi se evropskimi volitvami. Bolj kot se evropske volitve bližajo, več bo premetenih manevrov stranke SDS, ki za svojo agendo izkoristi karkoli, pa naj bodo to humanitarne krize, ki na begunsko pot poženejo ljudi v stiski, ali uničujoče poplave in plazovi, ki so letos prizadeli Slovenijo. SDS, rešiteljica in zaveznica domačega malega človeka, nemudoma ustvari demagoško zgodbo, v katero vplete vedno ena in iste akterje, med katerimi so levičarske nevladne organizacije stalnica.